dan, lepo pozdravljeni na Brdu pri Kranju, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Nogometne zveze Slovenije po 28. seji izvršnega odbora NZS. Na današnji seji je izvršni odbor enoglasno potrdil predlog predsednika Nogometne zveze Radmila Mijatovića in za selektorja slovenske nogometne reprezentance imenoval Matjaža Keka. Dovolite mi, da oba lepo pozdravim in predam besedo predsedniku Nogometne zveze gospodu Mijatoviću, ki bo pojasnil razloge za imenovanje Matjaža Keka za selektorja slovenske reprezentance. Dober večer in hvala lepa, da ste se res v velikem številu odzvali povabilu Nogometne zveze na to tiskovno konferenco. Kot predsedniku Nogometne zveze mi je v veliko zadovoljstvo, da smo za selektorja Nogometne zveze Slovenije dobili Matjaža Keka. Gre za renomiranega strokovnjaka z odličnimi referencami, ki je svoje uspehe doživel tako v nogometnem klubu Maribor, pri vodenju slovenske nogometne reprezentance, katero je popeljal na svetovno prvenstvo, in nazadnje v nogometnemu klubu Rijeka, ki je ustvaril imenitne uspehe. Matjaž Kek je točno to, kar slovenski nogomet in slovenska reprezentanca v tem trenutku potrebuje. Imel bo vso podporo Nogometne zveze za delovanje v Nogometni zvezi in v reprezentanci, in Matjažu Keku in slovenski nogometni reprezentanci želimo uspešno delo v prihodnje. Matjaž, dobrodošel na čelo reprezentance. Hvala. Hvala lepa, predsednik. Matjaž, vedno ste poudarjali, da ste velik navijač slovenske nogometne reprezentance. Vodili ste jo na 49 tekmah, ste tudi zadnji selektor, ki je Slovenijo vodil na svetovnem prvenstvu. Verjetno so občutki ob vrnitvi na selektorsko mesto lepi. Ja, dobro večer, pozdravljeni. Gre seveda za, predvsem v prvi vrsti, za eno izredno čast, hkrati pa zadovoljstvo in veselje, ko ti zaupajo mesto selektorja reprezentance tvoje države. En nacionalen ponos, na drugem koncu pa tudi velik motiv in pa strašen izziv. Kakorkoli, ali je Matjaž pravi ali ne, bo pokazal čas. Matjaž je tukaj zaradi tega, da bi poskušal z igralci, z sodelavci v strokovnem štabu, z sodelavci na Nogometni zvezi, z navijači in pa z vami mediji narediti nekaj dobrega za slovenski nogomet. Verjetno, če bi bilo to vse skupaj idealno, jaz ne bi zdaj tukaj sedel, ampak pustimo tisto, kar se je zgodilo, in pogledamo v prihodnost. Jaz mislim, da potencial je, da se je to na koncu pokazalo tudi v zadnjih 2 tekmah, da je ogromno potencijala tudi v mlajših selekcijah in da je sigurno moja osnovna naloga, da vse to poskušam združiti v eno celoto, ki bo na koncu se videla tudi skozi pozitivne rezultate. Še enkrat hvala predsedniku, izvršnemu odboru in pa Nogometni zvezi, hvala slovenski javnosti za zaupanje, ki pa meni nosi tudi veliko odgovornost. In kot sem že dejal, izziv, strašen motiv in pa eno zadovoljstvo, da mi je še enkrat zaupano to, kar mislim, da mora biti predvsem v ponos vsakemu nogometnemu delavcu, predvsem pa trenerju. Še enkrat hvala. Hvala lepa. Zdaj bo čas za vaše vprašanje, zdaj je čas za vaše vprašanja. Opozarjam pa, da ima selektor že dogovorjene nekatere obveznosti potem za naprej, zato vas prosim, da vsa vprašanja, ki jih imate, zastavite na novinarski konferenci, ker potem dodatnih izjav ne bo. Pa počakajte prosim na mikrofon, pa se predstavite, glede na to, da smo v prenosu. Hvala. Ma kar vi udarite, bomo, kako dolgo bo? Predsednik. Z Matjažem Kekom smo se dogovorili za 2 cikla, in sicer za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo in kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Se pravi, do konca kvalifikacije leta 2022, če se bo reprezentanca uvrstila na svetovno prvenstvo, pa do konca svetovnega prvenstva, potem se bomo posedli in pogovarjali za naprej. Gre za dolgoročni vidik sodelovanja. Naslednje vprašanje.
Jaz moram priznati, da v zadnjih 6 letih sem bil predvsem navijač, da podrobno razen pogledati kakšne tekme reprezentance, nisem bil v slovenskem nogometu. Dejstvo je, da sem zdaj od najnega prvega sestanka, ki je že v bistvu nakazal to sodelovanje 23.10. Seveda začel se skupaj malo podrobneje spremljati. Diagnoza, zelo težko je, da je diagnoza zdaj pač iz prve, ampak jaz sem prepričan, da potencial je, da je potrebna čista komunikacija, direktna komunikacija, odprta komunikacija, da se morajo, oziroma da se moramo predvsem z mano na čelo vsi zavedati, kakšna čast in pa na koncu tudi obveza je imeti možnost sodelovati v najboljši reprezentanci. Predvsem pa je moja sigurno prva naloga, da vas kar prehitim dalje, v komunikaciji z igralci priti do bistva, kar mislim, da je v kontekstu reprezentance pomembno. Hočeš ali nočeš igrati za reprezentanco. Če nočeš, povej zaradi česa, odkrito, hvala, nasvidenje. Ogromno jih je, ki imajo strahovito željo. Če hočeš, potem pridi in na glavo, da pridemo do rezultata. Jaz, seveda moja prva zdaj naloga je, da se spoznam z nogometno zvezo, kar dosti časa že preteklo, odkar sem bil nazadnje tukaj, oziroma tu še sploh nisem bil, formirati strokovni štab. Jaz lahko tukaj zdaj že takoj povem, da trener reprezentance bo Igor Benedejčič, in mislim, da je to zaenkrat izredno pomembno, kajti mislim, da je prav Benedejčič v tistem zelo težkem momentu prevzel odgovornost in vodil 2 tekme, ki sta pokazale tisto, kar sem rekel prej, da je potencial, ampak da ta potencial je treba spraviti v eno celoto, v eno ekipo, ki bo potem pokazala vso svojo kvaliteto. Prosim. Dobro večer, selektor, čestitke, Andrej Milkovič, ekipa. Zanima me, 14 mesecev bo počasi, odkar je za slovensko reprezentanco igral največji zvezdnik slovenskega nogometa Jan Oblak, vmes odigral praktično vse tekme za klub. Zadevo poznate, kaj bodo vaši prvi koraki v tej smeri, ali obstaja tudi možnost, da ga ne bi več videli v reprezentanci, da ga vsem, kar se je dogajalo, ne želite klicati, oziroma kako se boste lotili tega, da bi njegov primer rešili dokončno? Absolutno mislim, da je baza v slovenskem nogometu premajhna, da za Slovenijo ne bi igrali najboljši. Seveda tiste, ki jih nekdo izbere, in tiste, ki za ta izbor tudi nekdo odgovarja. To sem zdaj v tem primeru jaz. Moje prvo, kar mislim narediti je, in to mislim, da je predvsem obveza selektorja najprej in potem vseh na nogometni zvezi, da v direktni komunikaciji razčistim stvari, če so kakšne stvari za razčistiti, drugače pa zagovarjam to, da za slovensko reprezentanco igrajo najboljši. Seveda ti najboljši pa morajo imeti željo, da igrajo za reprezentanco, in tukaj zdaj seveda bi rabili zelo dosti časa, če bi šli od imena do imena, kar nekaj je teh. In kot sem že dejal, mislim celo, moje zelo mnenje osebno je, da se mogoče v zadnjem času malo preveč govorilo o posameznikih in premalo o ekipi. Jaz pa še vedno mislim, da je v primeru slovenske reprezentance izredno pomembno, da se vse ti osebni interesi, ne govorim zdaj osebnih, ozkih ali pa širokih, spravijo v kontekst reprezentance, ekipe, celote, ampak skozi čisto, jasno in pa direktno pošteno komunikacijo med igralci, med strokovnim štabom in igralci, med strokovnim štabom, igralci in nogometno zvezo, predvsem pa mislim tudi do javnosti, da je tu ena naša obveza in da moramo te stvari postaviti na takšno mesto, ko pač danes vse to skupaj zahteva, ker vse ostalo privede do tega, en je rekel to, drugi je rekel to, čista, direktna in pa poštena komunikacija. A jaz sposodim. Tehnične težave. Rok Pestrnjak, Siolos portal. Zanimalo me je, že dolgo časa ni bilo reprezentančne tekme v Ljudskem vrtu.
je bil eden izmed vaših pogojev, da bo tudi reprezentanca v času, ko boste njen selektor, igrala določene tekme tam, oziroma kako so potekali pogovori s predsednikom v tej smeri? Ja, jaz sem rekel, da smo se s predsednikom, da ko sem končal zgodbo na Hrvaškem, sva se prvič s predsednikom srečala 23.10. Blizu Maribora, ampak to zaradi tega, ker je izvršni odbor bil takrat blizu Maribora, da je bilo pravzaprav v izredno kratkem času že takrat dogovorjeno vse. Ta moj hiter odhod oziroma nenadejan odhod tudi z moje osebne strani z Hrvaške je seveda vlekel za sabo vse tiste moje obveznosti, ki sem jih imel. In dokler jaz nisem na eni strani razčistil, ne moreš na drugi strani prevzeti. Mislim pa, da je tudi ta čas zdaj pokazal, da je bila odločitev o vodenju na zadnjih dveh tekmah Igora Bernardečiča popolnoma na mestu in da je dosegla svoj namen. Kar se pa tiče pogajanj ni bilo. Bilo je predvsem, ker sem jaz čutil eno priznanje, ena čast, en motiv, ena želja in to me je vodilo od začetka. Z moje strani pogojev ni bilo. Predsednik je deloval tudi, kar se financ tiče, v okviru možnosti, ki jih ima Nogometna zveza. Jaz sem izhajal iz tega, da se takoj direktno pogovorimo o vseh zadevah. Naneslo je tudi na igranje v Mariboru. Mene seveda je tu predvsem vodila atmosfera, ki je bila v času mojega prvega mandata, pozitivna atmosfera, takšno kot bi želel v Ljubljani, Kopru, v Murski Soboti, in mislim, da je tukaj najmanj pomembno, kje se igra, oziroma je pomembno, če je atmosfera prava, pozitivna, ampak jaz pravim, pozitivno atmosfero si moraš najprej zaslužiti z odnosom, z pristopom do nacionalnega dresa. Tako da ni bilo pogajanj. Na drugim sestanku, čez mislim, da teden ali 10 dni, pa je bilo v bistvu že 99% stvari dogovorjenih. Jaz sem to takrat tudi povedal javno in jaz mislim, da je bilo od takrat naprej bolj ali manj jasno. Se pravi, določene obveznosti, ki sem jih pa imel, so pa morali pripeljati mene do tega, da se konča ena zgodba, da se lahko začne naslednja zgodba. To dovolj. Dobro večer, gospod selektor Matej Grošelj, Dnevnik, čestitam za imenovanje. Hvala. Zanima pa me, kakšne cilje ste si postavili tekmovalne, zdaj kratkoročne, dolgoročne? Kako je to? Kot veste, je prva aktivnost moja v sodelovanju z Nogometno zvezo pot v Dublin, žreb za kvalifikacijske skupine. Položaj, v katerem je Slovenija, sigurno ne daje nekega razmišljanja, da bo Slovenija nekje favorit v ene skupine. Meni je prav vseeno, na koncu koga dobimo v tem žrebu. Predvsem mislim, da moramo zdaj v tem momentu razmišljati najprej o sebi, o reprezentanci, o svojih problemih, ki imajo, spoštljivo seveda do vsakega nasprotnika, ampak ne mislim pa, da se moramo kogarkoli bati. Bilo bi pa zdaj, po mojem, za lase prevlečeno, da rečem, da je cilj biti v eni skupini tretji ali pa četrti. Jaz mislim, da mora biti cilj vedno visoko postavljen, zaradi tega je tudi moj cilj, da se uvrstimo na velika tekmovanja. Koliko bo zdaj to objektivno, koliko bo zdaj to dejansko možno, je seveda zdaj druga stvar, ampak zagovarjam visoke cilje, ker samo na ta način mislim, da lahko spodbudiš in pa aktiviraš tisto kvaliteto in tisti potencial, o katerem sem pa že prej govoril, da je. In ne vidim razloga, da bi rekel, da mi je cilj biti četrti v eni skupini, pa kakršnokoli, da so nasprotniki. In tudi, ali je to zdaj četrti boben, iz katerega se je Slovenija že uvrščala na velika tekmovanja, ali je to drugi boben, mislim, da iz katerega je Slovenija že neslavno končala kvalifikacije. Mislim, da tu ni problem. Seveda, ob tem je potrebno pa razmišljati tudi o igri, o razvoju igre kot take, predvsem pa o reševanju problema, da dejansko vsak posameznik svojo osebno kvaliteto, svoj osebno interes postavi v službo ekipe, v službo kolektiva. Mislim, da so tu neke vzporedne te naloge, ampak se pravi, nima niti dovene posebne želje v
v tem žrebu. Rad bi, da so velike tekme v Sloveniji, da se igrajo v Sloveniji atraktivni nasprotniki. Kot sem pa rekel, najprej pa moramo spoštovati sebe, svojo kvaliteto in potem razmišljati o ostalih. Urban, ja. Dobro večer, Urban Lavrenčič, Televizija Slovenija, čestitke, gospod Hvala. selektor. Mene pa zanima vaš komentar trenutne selekcije, kako gledate na fante oziroma ekipo, ki je igrala zadnji 2 tekmi Lige narodov, oziroma ali že zdaj lahko poveste, če lahko pričakujemo kakšnega aduta iz rokava, ki ga morda doslej ni bilo. Zdaj, Copperfield nisem, ne? In tudi Matjaž Kek ni prišel v slovenski nogomet za neko čarobno palčko. Predvsem potrebujem obilo pozitivne energije, pripravljenosti na sodelovanje, pozitivne in pa konstruktivne kritike v tistih momentih, ko si to za svojim delom zaslužimo oziroma svojimi rezultati zaslužimo. Kar se tiče selekcioniranja, jaz mislim, da sva moja predhodnika imela težko nalogo. Hočeš ali nočeš, se v vsakem časovnem obdobju zgodi ena menjava generacije, ena je manj boleča, druga bolj boleča. Predvsem ne mislim, da je tu bil problem samo selektorja, nisem mi zdelo prav, da se kaže s prstom samo na nekoga, mislim, da je problem večplasten in da predvsem vsi tisti, ki smo vpleteni zdaj v ta problem slovenskega nogometa oziroma A reprezentance, moramo najprej prevzeti svojo odgovornost, vsak na svojem področju, ne od te odgovornosti bežati, ne iskati nekih alibijev. Adut iz rokava, jaz upam, da ga bom našel in da bom zbral tiste, ki, kot sem že rekel, bojo najprej imeli veliko željo, odgovornost in pa motiv igrati za slovensko reprezentanco, da se bojo tako obnašali tudi izven igrišča in pa na igrišču. Zagovarjam pa še enkrat poudarjam, da igrajo za reprezentanco tisti, ki so v danem momentu najboljši oziroma pač po izboru selektorja najboljši in seveda, da dajo potem tudi vse od sebe, da bi to pokazali. Potencial, še enkrat se vračam na to, je, ker v klubi, v katerih igrajo, to enostavno dokazujejo in ne moreš prezreti nekoga, ki igra v eminentnih evropskih klubih, ampak reprezentancov mislim, da se stavljajo posamezniki, ampak ti posamezniki se morajo najti, ti posamezniki morajo potem pokazati ta svoj potencial, predvsem pa, kot sem že rekel, še enkrat, te osebne interese morajo žrtvovati za ekipo. Lepo je imeti cilje, lepo je imeti neke želje, ampak za te cilje, za te želje je potreba tudi se nekaj žrtvovati. Ne? In jaz mislim, da smo vsi, pravzaprav z mano na čelu, šli skozi proces slovenskega nogometa in da mislim, da je vse pravim neka obveza, tista narodno zavest, da na koncu tisto, kar ti je dal slovenski nogomet, da mu na nek način to tudi vrneš. Naslednje vprašanje. Gospod predsednik, tudi vam čestitke. Mogoče le ni bilo tako enostavno, kot pravi gospod Kek, ampak 2 vprašanje bi imel za vas. Prvo vprašanje je povezano z Kevinom Kamplom. Bilo nam je rečeno, da je obvestil vodstvo Nogometne zveze, ne namerava več igrati za Slovenijo. Je bilo to njegovo obvestilo kakorkoli povezano z že resnimi govoricami o tem, da bo novi selektor gospod Matjaž Kek? In pa drugo vprašanje, ali drži informacija, da je bil druga izbira v primeru, da gospod Kek ne bi privolil Radomir Antić? Hvala lepa. Kar se tiče prvega, lahko potrdim natančno to, kar je povedal Matjaž Kek. Dolgo let se pogajam oziroma se pogovarjam v tej smeri, ampak to so bila nekje najbolj prijetna, ne bom rekel pogajanja, ampak razgovori, ker to, kar je Matjaž izpostavil na začetku, je bilo dejansko tako. V zelo kratkem času, parih minutah sva videla, da imava enake želje, enake interese strani Nogometne zveze, da Matjaž Kek postane selektor in strani Matjaža Keka, da vodi slovensko reprezentanco. In ta pravi so pravi takrat, ko situacija ni enostavna oziroma ko je težko. Kar se tiče drugega vprašanja okoli Kevina Kampla, res je, da je Kevin Kampl obvestil vodstvo Nogometne zveze, da zaradi svojih osebnih razmer oziroma zaradi rojstva otroka, zaradi bolezni očeta, da enostavno v tem trenutku, glede na vse obveznosti, ki jih ima, enostavno ne more več igrati za slovensko reprezentanco in da se je tako odločil, zelo mu je žal, ampak opravili smo te razgovore in tu se je zadeva
končala. Kaj je bilo tretje? Kar se tiče Radomira Antiča, povem pa zgodbo, ki sem jo ponavljal vse od cajt. Tako kot sem bil načelen, da se s nikomor nisem pogovarjal takrat, ko je selektor Kavčič bil še selektor reprezentance, in pred dostavitvijo Kavčiča se nisem pogovarjal z nobenim, čeprav je tudi v tem trenutku Matjaž Kek bil, da rečemo prost, glede na to, da je z Reko končal svoje delovanje. Tudi, ko sem se začel pogovarjati z Matjažem Kekom in ko sva ugotovila, da so interesi oboje stranski, nisem se pogovarjal z nikomer in to tudi ne bi naredil do tele končne odločitve. Glede na to, da sem cel cajt, glede na prvi razgovore, verjel, da bomo danes sedela tukaj skupaj. Bilo je ogromno klicev raznih posameznikov, ki bi se sami ponujali, in tudi nekaterih njihovih zastopnikov, vendar razgovorov z nobenim ni bilo opravljenega, tako da edini razgovor in edine dogovore smo imeli z Matjažem Kekom. Hvala tudi. Ja, Luka. Luka Petrič, Radio Slovenija, dobrodošli nazaj, gospod Kek. Vprašanje glede kadrovske sestave trenerske v reprezentanci in tudi širše, pa ne mislim zdaj poimensko, ampak številčno. Rekli ste, da niste postavljali pogojev, kaj pa želje, da bi se razširilo, spremenilo, kakšne so bile tu vaše želje? Glede nekega mojega nogometnega nazora in pa razmišljanja, jaz mislim, da danes en človek ne more narediti več ničesar, da zato potrebuje en kvaliteten štab ljudi, ki so strokovnjaki na svojem področju in ki za to svoje delo so pripravljeni tudi prevzeti odgovornost. Moja želja je bila, da v strokovnem štabu najprej rešim vprašanje glavnega trenerja. Moja izbira je Igor Benedejčič, ki mislim, da si to absolutno zaslužil in da je to tudi dokazal, ne samo z zadnjima 2 tekmama, ampak tudi z izredno konkretnim in kvalitetnim delom skozi mlade selekcije. To je zdaj že potrjeno in glavni trener reprezentance Igor Benedejčič. Moja želja je, da se z mano iz Reke pride tudi trener Luka Brkljača, tudi to je danes dogovorjeno, to so že konkretna imena in pa v današnjem razgovoru je privolo v nadaljevanje sodelovanje z Nogometno zvezo v štabu A selekcije tudi Borut Mavrič. To so zaenkrat konkretna imena, ker sem rekel, da hočem konkretno in čisto komunikacijo. To so te konkretnosti, ki jih lahko zdaj povem. Še enkrat pa ostajam pri tem, da rabiš okrog sebe ljudi, ki so pripravljeni garati, ki so pripravljeni prevzeti za to odgovornost in pa ki so seveda strokovnjaki vsak na svojem področju, ker sem rekel, Matjaž Kek nima čarobne palčke, niti je ne iščem, nisem Copperfield in na ta način ne bo šlo. Mislim pa, da lahko skupaj naredimo marsikaj dobrega. Naslednje vprašanje, tle spredi. Miha Dajčman, Večer. Čestitke, gospod Kek. Vprašanje, odkot vse so še prišle ponudbe za vaše delo? Nepomembno. Niti nisem samo reklamer. V tistem momentu, ko sem končal na Reki, s katero sem živel 6 let od jutra do mraka, sem razmišljal o nekem počitku, ampak v nogometu, ko je prišel klic z Nogometne zveze, je bilo pri meni osebno nekje v notranjosti zelo hitro problem rešen. Jaz se zavedam odgovornosti, ki jo s tem sprejemam in ne bežim od te odgovornosti. Kot sem že dejal, če bi bilo vse ok, verjetno jaz ne bi tukaj sedel, glede na to, da je imel prejšnji selektor še mandat, ampak pripravljen sem v tem momentu res z ljudmi okrog sebe, z igralci, poskušati narediti vse in dati vse, da bi se ta trend, ki je zdaj obrnil na pozitivo. Jaz sem pa rekel, v slovenskem nogometu ni vse tako črno in potencial, ki ga kažejo posamezniki v svojih klubih, je treba spraviti v celoto. Kdo je pa vse skupaj mene klical ali me kdo klical v razgovor, nisem pa bil konkretno z nobenim. Zelo hiter je bil gospod Mijatović. Glede na težo, presenetljivo. A nas moja teža.
Naslednje vprašanje. Lep pozdrav, Leon Rosa, Slovenska tiskovna agencija. Se malo podobno vprašanje, kot so bila že prej, ampak načeloma v prejšnjem mandatu ste imeli čist jasno okostje ekipe. Ste mogoče opazili igralce, na katerih boste zdaj nekako gradil tole? Jaz sem jih videl kar nekaj in prejšnji mandat je prejšnji mandat, zdaj mislim popolnoma nova zgodba in živeti na stari slavi je popolnoma brez veze in tudi ne mislim na ta način delovati. 49 tekem za vodenje slovenske reprezentance je bil, kot sem rekel, že takrat velik motiv, eno veliko zadovoljstvo in pa ena čast, ampak nogometni kolo se vrti zelo hitro. Zdaj so tu pred mano novi izzivi, novi cilji, novi motivi. Jaz kljub mojim že kar dobrim letom mislim, da še imam dovolj energije in to energijo mislim predvsem uporabiti za to, da se formira, kot sem že dejal, ena ekipa. Rekel pa sem že, da vidim potencial in da temu potencialu zaupam in sem prepričan, da bomo našli način, ko sem rekel, da ta trend, ki je zdaj, obrnemo v pozitivno smer, da bo lahko, ne bo, da bojo problemi, bodo in izziv je pač takšen, da ne vidim zdaj nerešljivega problema tudi v komunikaciji do igralcev in predvsem na to bom zdaj v teh pod narekovaj tihih nogometnih mesecih mislim reagirati, ampak kot sem rekel, v direktni komunikaciji, v čisti komunikaciji, ker mislim, da si slovenska reprezentanca ne sme dovoliti takega luksusa, da ne bi naredila vse, da za njo igrajo najboljši. Hvala. Naslednje vprašanje. Dober večer, Matjaž Kek. Čestitke za selektorsko mesto, Boštjan Janežič, Radio Slovenija. Dve vprašanji. Kdaj boste začeli s komunikacijo z igralci v teh tihih mesecih in kakšna igra, pa ne samo z odgovorom na rezultat, vas zanima oziroma kakšno igro lahko igra slovenska reprezentanca? Jaz do zdaj nisem bil v kontaktu z nobenim igralcem, ker tudi mislim, da ni bilo za to potrebe, ker dokler nisi tudi formalno na funkciji, bi bilo to za lase privlečeno, da nekje okrog telefoniraš. Seveda z temi kontakti bom začel takoj. Časa je sicer po eni strani do marčevske akcije dovolj, na drugi strani pa tudi premalo. Seveda je na eni strani tudi izziv, da do tiste prve akcije ne bo dobene pripravljalne tekme oziroma možnosti, da se spoznam z strokovnim štabom v akciji oziroma tudi z igralci, ampak na eni strani lahko tudi določena prednost. Jaz tudi tu v tem primeru ne vidim dobenega alibija, ampak mogoče so le neko prednost, kontakt takoj, kontakt direkten, iz oči v oči, če se bo le dalo, zato seveda za pogovor ste potrebna vedno dva, sam sebe ne bom gledal v ogledalo, pa se pogovarjal s kom. Kar se pa tiče same igre, te dve zadnji tekmi sta mi dali, ki sem jih na nekak podrobnem pogledal, kar zamisliti. Videl sem potencial, videl sem eno željo, mislim, da je predpogoj tisto, kar so poudarjali, mogoče malo preveč v zadnjem času, da so se pa borili, da so pa imeli odnos. Jaz mislim, da se je treba boriti in imeti odnos vedno. Potencial, ja, razvoj same igre, opredeljenost, način igranja, seveda je odvisno od kvalitete oziroma od posameznika, ki jih imaš na razpolago. Neko vizijo imam. Jaz samo upam, da ne bom postal talec nekega sistema, ker nogomet je dinamika, nogomet je razvijanje, nogomet je danes drugačen, kot je bil pred 8 leti. In kot sem že dejal, ena je bila zgodba reprezentance, ki sem vodil prej, ena je zgodba zdaj. Je dejstvo, da je reprezentanca mlada, dokaj neizkušena, na drugi strani pa ravno mislim, da mora biti dovolj motivirana, z dovolj izziva, da se pokaže in da se dokaže tudi v reprezentanci, glede na to, da z tedna v teden kažejo ta svoj potencial v klubih, v katerih igrajo. To pa realno niso brez veze klubi in tudi stanje minutaže ni bilo nikoli idealno. Nikoli idealno in tudi jaz tu ne iščem nekega problema.
le tista želja mora biti, motiv mora biti in neka pozitivna energija, ki nas mora voditi v nadaljevanju te slovenske nogometne zgodbe, kar se tiče A reprezentance. Prosim. Naslednje vprašanje. Tam je zadaj. V prejšnjih letih ste delovali na Hrvaškem, tam ste počutili veliko euforije, bodi si na klubskem ali zdaj letos na reprezentančnem področju. Ko pa ste bili selektor Slovenije, ste udeležili se SP 2010, to je bilo še zadnje tako bolj euforično stanje, kar se tiče slovenskega nogometa. Čutite zdaj eno praznino, ko ste spremljali vse skupaj iz Reke? Kaj se dogaja s slovenskim reprezentančnim nogometom? Manjši obisk, kolikrat da se izgublja kult reprezentance, tudi navijačev ni v izobilju, saj tistih pravih strastnih. Kako boste ta problem skušali rešiti? Pravzaprav ste že nakazali vse tiste naloge, ki jih jaz kot selektor prevzemam nase. Euforija pride z pozitivnim odnosom, z pozitivnimi rezultati. Zgodba bo zelo hitro vidna, kvalifikacije za naslednji ciklus se bodo odigrale v enem letu, tukaj dosti za filozofirati ni. Vedno je treba tudi poljub sreče v določenem momentu, ampak to srečo moraš pa izzivati. Zadnji dve reprezentančni tekmi sta pokazali en ta prav odnos in jaz sem po dolgem času bil na reprezentančni tekmi v Stožicah proti Norveški. Meni je bilo tisto, kar se tiče seveda kulise, ok, v eni roki, po drugi roki bi rabo navijaške skupine, jaz imam rad, da se kaj zakadi, da kaj poči, da se sliši tudi kaj in sigurno je to en izziv zopet prepričati slovensko nogometno javnost. Da smo razvajeni, vsi je ok, da vsi smo dovolj pametni, to tudi mi je jasno, ampak kot sem že dejal, mislim, da je čas zdaj, da vsi tisti, ki nam je slovenski nogomet pri srcu, potisnemo mogoče neke osebne interese na stran, se poskušamo združiti in narediti najboljše. Mogoče se to malo idealistično zdaj vse skupaj čuje, ampak izhajam iz tega, da je to moje prepričanje in da v tem tudi vidim ta svoj motiv, ta svoj izziv in zaradi tega sem tudi z največjo lahkoto in zadovoljstvom sprejel tale izziv. Vedno se je moralo nekaj pozitivnega zgoditi in potem se je zelo hitro kliknilo in potem je bilo vseeno, ali igraš za Bežigradom, ali igraš v Ljudskem vrtu, ali igraš v Stožicah, ali v Kopru, ali v Murski Soboti. In jaz mislim, da je to ena izmed prednostnih nalog vseh nas, ker ko je slovenski nogomet bil vsaj delno enoten, ko je deloval vsaj približno za isto mislijo, potem so se v slovenskem nogometu dogajale velike stvari. Seveda, da je vse težje in težje spremljati to, kar se dogaja v sodobnem nogometu, je res, ampak pogoji, urejenost, potencial, o katerem sem nocoj že kar nekaj govoril, jaz sem optimist, jaz sem prepričan, da se da narediti dobra zgodba. Kot sem pa rekel, prepričan sem, da bojo pa problemi, ampak prepričan sem, da lahko te probleme s čisto dobro komunikacijo rešimo skupaj. Naslednje vprašanje. Gospod selektor, dve zadevi. Prva zadeva me zanima, ali vas je kdaj skrbelo, da bi morebitni neuspeh lahko zamajal vaš mitski status v slovenski javnosti, tako kot se je zgodilo ob vrnitvi na selektorsko klop Srečku Katancu. In pa druga zadeva, ali boste v primeru, da se ne dogovorite z Janom Oblakom, potrkali na vrata vašega vratarja Samirja Handanovića? Hvala lepa. Kar se tiče mitskega statusa, vsak negativni rezultat oziroma period negativnih rezultatov zamaje vsak mitski status. Jaz mislim, da ga nimam in jaz mislim, da sem na svojem prvem mandatu imel dobrih stvari, imel pa tudi slabih stvari, da normalno kot vsak človek sem delal napake in jih bom še delal. Mislim pa, da sem dovolj star in dovolj zrel, da znam objektivno oceniti kvaliteto svojega dela oziroma dela tistih ljudi, ki so z mano in da ne bežim od kakršnekoli odgovornosti in pa, kot sem že dejal, vsaka
dobronamerna, konstruktivna kritika je še kako dobrodošla. Ne nazadnje, to me je tudi izučilo, ne samo delo v reprezentanci, predvsem teh zadnjih skoraj da 6 let v hrvaškem nogometu. Kar se tiče posameznikov, sem vam že odgovoril, da reševanje vsakega posebnega primera od enega do drugega je tista prioritetna moja naloga, o katero mislim, da moram jaz kot selektor najprej začeti reševati, in tu mislim, kot sem že povedal, na direktni način, direktno komunikacijo. Ne vem, če so važna leta, ne vem, če je važen ali si 19 let ali si 34 let star. Mislim, da je važno, če imaš kvaliteto in če si pripravljen za to reprezentanco igrati, in to na pošten način, z odprtim srcem in brez nekih osebnih interesov. To mene zanima in mislim, da imamo dovolj širok kader, hkrati pa si ne smemo dovoliti, da bi ne poskušali narediti vse, kot še enkrat trdim, da bi za slovensko reprezentanco igrali najboljši. Gospod Mijatović, namerava Nogometna zveza narediti kaj v smeri, da se bodo navijači množično vrnili na stadione, torej morda racionalizacija cen vstopnic, pa dogovor z navijaškimi skupinami, ki že nekaj let ne podpirajo nogometne reprezentance na stadionih? Nogometna zveza vselej vabi vse navijače nogometne reprezentance, da pridejo na stadione. Vendar to, kar je povedal prej selektor Matjaž Kek, vse je zelo odvisno ali izključno odvisno od rezultatov reprezentance in prizadevanja na posameznih tekmah. In sigurni smo, da se bo z dobrimi igrami reprezentance tudi stanje na stadionih oziroma na našem stadionu izboljšalo in da bodo gledalci prišli. Kar se tiče organiziranih navijaških skupin ali pa cen vstopnic, Nogometna zveza je vedno prilagajala cene vstopnic in to bo delala vedno, tako da kar se tiče te cene ne vidim problemov. Damjan Medica, Planet TV, tudi z moje strani čestitke, gospod Kek. Moje vprašanje prvo, vi ste zdaj že tretji trener, ki ste se vrnili na klop slovenske reprezentance. Kako komentirate ta slovenski fenomen? Pa ali bo zaradi tega kaj lažje, ker veste, kaj vas čaka? Lažje, ni sigurno. Glede na to, kaj se je dogajalo z tistima dvema, ki sta se na nek način vrnila, je to še samo lahko dodatni motiv in pa izziv, da dokažeš, da pa včasih vrnitev ni ravno najslabša varianta. Kar se pa drugega tiče, kakšno je bilo še vprašanje? To je to, vrnitev. Tako da vrnitev, lažje pa sigurno ne bo, lažje ne, ampak mislim pa, da če imaš eno izkušnjo v tem kratkem času, ker je pač zdaj brez pripravljalnih tekem, brez nekega daljšega možnosti spoznavanja vsega tega, na koncu mogoče je to celo prednost. Jaz pravim, da sem padal zdaj v ta slovenski nogomet, neobremenjen, ne glede na to, odkot prihajam, kot sem pa že dejal, mislim, da je zdaj čas, da vsi tisti, ki smo pametni za šankom ali pa kjerkoli druge, staknemo glave pa poskušamo nekaj dati in nekaj vrniti tistemu, kar je vsem nam, tudi meni osebno, dal slovenski nogomet. Imamo še kakšno zadnje vprašanje? Zadnje vprašanje. Lep pozdrav, čestitke gospod Kek, pa me morda zanima. Hvala. Nekako ste prišli do dogovora že pred temi zadnjima dvema tekmama. Zakaj ste niste morda odločili, da bi bili že na teh dveh tekmah? Kako je prišlo do tega? Saj sem vam že dejal, izredno, tudi zame osebno nepričakovano je bil ta moj odhod iz Reke, iz hrvaškega nogometa. To je za sabo nosilo ene obveznosti, ki sem imel. Na koncu mislim, da je, kot sem že dejal, imenovanje Igora Benedejčiča za selektorja v tistem momentu se pokazalo kot dobro, kot pozitivno in da je tako tudi zgledala reprezentanca. Ko sem pa končal eno zgodbo, mislim pa, da ni v tistem momentu, kot sem že dejal, takoj predsedniku, v tistem prvem kontaktu sem že dejal, da kdaj imam možnost nastopiti službo in se je to tudi zgodilo. Matej, še tam nazadej. Živijo, Matej Rijavec, MMC RTV Slovenija. Pozdravljeni nazaj.
Prejšnji selektor Tomaž Kavčič je imel v štabu tudi Milivoja Novakoviča kot nekakšnega tehničnega vodja reprezentance. Tudi sami razmišljate o čem podobnem oziroma da bi na podoben način vključili kakšnega vašega igralca iz prejšnje generacije v strokovni štab? Kot sem že dejal, izhajam iz ene čiste, direktne, konkretne komunikacije. Jaz sem povedal vašemu kolegu prej, katere so že tiste konkretne stvari, ki so se zgodile. Kaj dosti ropotal okrog nisem, ker najprej moraš nastopiti eno službo, seveda nekatere stvari so že bile pripravljene oziroma sem poiskal informacije o teh, konkretno sem vam že povedal v imenih. Ideje imam, razmišljam o marsičem in na koncu koncev bo dobrodošel vsak, ki bo to želel, kot sem že dejal, za igralce, tako velja tudi za ljudi iz strokovnega štaba in pa nasploh okrog. V naslednjih dneh se bojo na eni strani začeli pogovori z moje strani z igralci, hkrati se bo formiral tudi strokovni štab, ki mislim, kot sem vam že prej povedal, je izredno pomemben, ker en sam človek ne more narediti pravzaprav skoraj nič, lahko pa nekaj sprovocira, lahko pa nekaj inicira. In tako mislim tudi delovati in ko bo karkoli konkretnega, boste takoj dobili informacijo in sigurno, da ne bom z objavo imen čakal do prve reprezentančne akcije, ker potem bo to en vakum. Jaz pa mislim, da se mora o reprezentančnih aktivnostih, bodi si pozitivnih, bodi si negativnih, govoriti vse čas in zaradi tega tudi pravim, da v nogometni zvezi v teh selekcijah ni vse tako samo črno, ker kot sem že dejal, super rezultati U17, super, dober rezultat U19, konkretno odigrane kvalifikacije U21, vse to je nekaj pozitivnega, ampak moja osnovna briga je selekcija in razmišljam o nekaterih imenih, ko bo to konkretizirano, pa bom to tudi objavil. Čisto zadnje vprašanje, Luka Petrič. Še za gospoda predsednika eno kratko vprašanje in sicer, kakšne druge določbe, odločitve na izvršnem odboru, morda selektor do 21. leta? Ne, tokrat na izvršnem odboru ni bilo nobenih takih odločitev razen tekočih zadev, ki jih je bilo treba urediti v tem času. Selektor je tudi do U21 še teče pogodba. O vseh teh selektorjih mlajših selekcij se bomo pogovarjali takrat, ko bo selektor zložil svoj strokovni tim in bomo te odločitve okoli selektorjev mlajših selekcij prinašali v prihodnjih mesecih. Zdaj pa morda bliže povabim še fotografe in prosim predsednika še za eno prijetno. Za na konec, da tako kot smo začeli pozitivno, da tudi končamo pozitivno, da našemu novemu selektorju zaželimo dobro delo in da bomo vsi uživali v dobrih nogometnih predstavah tudi v prihodnje, eno skromno darilo za začetek. Hvala Bogu, da tako ne dobim kakšne flaše. Ne, bomo kar športno. To je številka 5, to si imel rad, nosil si uspešno kot nogometaš, upam, da imaš uspešno obliko tudi kot selektor ponovno in ne dvomim, da bo super. Dobrodošel. Hvala. A jaz? Aha, okej. Ja, prosim, dajte še, da še kamere snamejo. Imaš kako glasbeno željo ti? Kakšen poziv to je to? Kakšen poziv to je to?